še zadnjič dobrodošli. Z nami sta Matej Cerar in Aleš Špevc, oba iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki misli tudi za vas mogoče nekod zanimiv kot študenti. Tako da začetek predajam besedo direktorju Tehnološkega parka, kasneje pa si potem pogledamo svet virtualnega navidezne resničnosti. Hvala. Torej, najprej hvala profesoru Beštru, organizatorju Svetovnega dneva IKT in vsem na elektrotehniki. Jaz moram priznati najprej greh, da sem družboslovec, pri čemer pa zdaj, ko gledam vse te igrače, me resno mika, da bi morda šel študirati še elektrotehniko. Zelo na kratko bi predstavila Tehnološki park Ljubljana, predvsem pa našo skupno zgodbo z Fakulteto za elektrotehniko, naš skupni laboratorij virtualne in obogatene resničnosti. Če koga zanima, kdo smo, kaj smo, kje smo, smo na Brdu, lahko pridete kadarkoli, se povežete z vašimi profesorji in vas bomo z veseljem sprejeli. Predvsem smo na Brdu, kjer je lokacija odlična, blizu avtoceste. Imamo ogromno podjetij, ki so visokotehnološka. Naše bistvo je povezovanje treh vertikal. Imamo vladne, torej nacionalne, lokalne, evropske, imamo raziskovalce, imamo izobraževalni sektor, kar ste vi, in potem imamo še tretji, to je pa zasebni sektor. In naš cilj je povezovati ta trikotnik. Če si pogledate našo zgodovino, gotovo na internetu še veliko lažje, mogoče bi izpostavil samo zadnjo fazo, torej prvo fazo smo zgradili nepremičnine, v drugi fazi smo se internacionalizirali in zdaj smo nekje v tretji fazi, kjer je cilj graditi laboratorije, raziskovalne laboratorije in skupaj z najboljšimi raziskovalci, najboljšimi izobraževalnimi inštitucijami in zasebnim sektorjem za podporo evropskih projektov graditi raziskovalne laboratorije, takšne, kot jih imate tukaj na elektrotehniki. Morda čist na kratko, da se pohvalimo, naša skupnost šteje več kot 300 podjetij, zaposlujemo več kot 1500 ljudi in ustvarimo, mislim, da zadnji podatki so že skoraj pol milijarde prihodkov, vsa naša skupnost ustvari. Torej gre za res zelo uspešna podjetja. Morda bi samo se sprehodil čez ključne zadeve, ki so se zgodile od novembra do danes, tako da si predstavljate, kaj vse se pri nas dogaja. Organiziramo razne konference, tukaj smo skupaj z Evropsko komisijo organizirali, za prenos znanja od nas, pa vse dol smo šli do Grčije, pa še seveda gorje še Alpine Region, torej Avstrija, Italija. Organizirali torej smo del startup iniciative, torej če želite postati podjetnik, pridobiti sredstva, pridete do nas, mi vam pomagamo priti do sredstev SPS-a, to je Slovenski podjetniški sklad, ki vam omogoča, da idejo, ki je še nerazvita, pripeljete do tega, da imate produkt, ki stopi na trg. In zato je tudi nepovratna sredstva, se lahko pridobijo v višini 54 000 evrov. Imamo našo Vera Nunič, če karkoli vas zanima z sveta podjetništva, Vera vam bo znala pomagati na poti od ideje pa do prodanega produkta. Smo to zelo aktivni v kreativnem sektorju. Mi celo mislimo, da kreativni sektor mora biti povezan z tehnologijami in povezali smo se z MAOT-om, to je Center za kreativnost, kjer se mi zdi, da je direktorica Anja Zorko zelo lepo povedala, da ni dovolj ločitev, potrebno je sodelovanje. Sodelovanje tehnologije, sodelovanje marketinga, sodelovanje oblikovanja, sodelovanje vseh različnih znanj, ker danes je eno znanje premalo. Potrebna je multidisciplinarna sinteza in to se pri nas dogaja. Pri nas imamo res širok krog ljudi, ki jih nam zahaja in ključno je, da pridete, se spoznate in s tistimi, ki so vam všeč, začnete skupaj projekte. Seveda to se ne zgodi kar tako in zato organiziramo množico zanimivih dogodkov, iz katerih bi mogoče izpostavil TNT. Tukaj gre za neko eksplozijo takšnih tehnologij, je pa samo na invite only, kar pomeni, da vedno povabimo najboljše naša podjetja in izbrane študente in profesorje. In cilj je, da se po eni strani spoznajo študenti z vrhunskimi tehnologijami in na drugi strani, da tudi podjetja spoznajo bodoče perspektivne kadre. In zdaj gremo že na področje VR-ja. Tukaj si bom profesor Beštrov slajd sposodil, kjer je številke znate hitreje brati kot jaz, ampak ključno je, da je VR ena izmed tehnologij, ki bo osvojila, ki ima zelo velik potencial v svetovnem gospodarstvu.
In mi smo tudi prepričani, da temu tako, zato smo z Alešom kot našim vodjo VR Laba in seveda profesor Beštrom in njegovo ekipo, profesor Kos je tudi tukaj, še posebej bi se zahvalil profesor Guni in Matevžu, profesor Bogačnik, torej, ki smo skupaj z njimi smo ustvarili to zgodbo VR Laba in prve konference, ki jo bo predstavil Aleš. Ja, lepa hvala, Matej. Jaz bi rekel, da sem danes še posebej ponosen, da sem tudi sam bil enkrat študent na tej fakulteti, tako da zelo dobro poznam, bom rekel, to, kaj fakulteta lahko ponudi, in na drugi strani seveda, kaj lahko ponudi v sodelovanju s tehnološkim parkom. Mi si zelo želimo, da bi ta naše skupno sodelovanje, ki smo ga trenutno najprej postavili v obliki našega virtualnega laboratorija, kjer se lahko seznante z vsemi novimi tehnologijami in spoznate tudi najnovejše pristope, da bi se ta sodelovanje, ki ga imamo z fakulteto in tehnološkim parkom, res nadgradili. Dejansko so študentje tisti, ki so naša, bom rekel, primarna ciljna skupina, s katero hočemo narediti še en korak naprej. Mi smo sam virtualni laboratorij smo gradili kar nekaj časa, zelo smo se prizadevali, imeli smo srečo, da smo ga lahko zgradili skozi evropski projekt OISER, ampak naš ključen cilj je pa seveda to, da zdaj to skupaj naprej razvijamo, da pač fakulteta pa tehnološki park zagotovita določene vsebine. Eno od teh ključnih prebojnih elementov, ko smo jo imeli v Sloveniji, je bila seveda konferenca Look Around 360, kjer smo dejansko kot prvi v Sloveniji predstavili te prihajajoče tehnologije, za katere verjamemo, da bojo v bližnji prihodnosti v roku 5 let dejansko predstavljali eno izmed ključnih tehnologij, v katero se bo tudi gospodarstvo zelo močno usmerilo. Sama konferenca je kar ponudila nekaj res zanimivih stvari, predvsem smo predstavili veliko primerov dobrih praks, ki v Sloveniji že nastajajo, tako da veliko smo dobili tudi enih takih zanimivih primerov dobrih praks iz strani bodočih slovenskih podjetij, ki se bojo v ta program vključile, in pa tudi zelo veliko potrebe pa po sodelovanju se je pokazalo znotraj raziskovalnih inštitucij in znotraj podjetij, kje bi vse lahko še našli priložnosti za delo in sodelovanje skupaj. Naš cilj je, tako kot sva že z Matejem poudarila, dejansko triple oziroma quadruple helix, kjer gospodarstvo, government, zasebni sektor in pa širša skupnost nekako gradi ta element in ta pristop ozaveščanja do teh tehnologij. Samo sodelovanje z elektrofakulteto se nam zdi res ena stvar, ki zelo veliko doprinese k eni poglobljeni pa zelo močni vezi, za katero verjamemo, da potem tudi naprej ta stvar šla v pravo smer. Zdaj tukaj vidite en primer tega triple helixa, na eni strani Željko Guldžulić iz MOL-a, potem smo na desni strani je Jože iz elektrofakultete in v sredini so jaz pa Matej pri otvoritvi tega našega laboratorija. Kratka video predstavitev iz konference, da dobite nek tak vtis, kaj vse smo delali na njej, kaj se je šlo. Na uvodu smo imeli nekaj predavanj na temo, kako se tehnologija razvija v zadnjih nekaj desetletjih na področju virtualne pa obogatene resničnosti. Nadaljnja stvar, kjer smo se lotili, je bila ta predstavitev primerov dobrih praks, o kateri sem že prej govoril, kar nekaj slovenskih mladih pa tudi že uveljavljenih podjetij se podaja na to področje in dosegli so precej odmevne rezultate. Tukaj lahko vidite, kako izgleda naš laboratorij in pa seveda tudi rešitev elektrofakultete smo predstavili oziroma laboratorija za elektrotehniko so bile predstavljene tukaj noter in te rešitve so še zdaj na voljo za tega, da se lahko tudi študenti ali pa morebitni drugi obiskovalci ogledajo te možne rešitve, ki jih imamo. Ok.
Oprema, ki jo imamo na voljo za to, da lahko podjetja, pa študentje, pa raziskovalci testirajo svoje ideje pa rešitve, je tukaj napisano, predvsem temeljimo trenutno na Oculus Riftu, prihaja HTC Vive, pa seveda čakamo novega HoloLensa, kjer verjamem, da bomo lahko še več novih pa zanimivih stvari naredili, kot so zdaj možne. Sama oprema se bo seveda skozi dopolnjevala, zaradi tega, ker naš namen je to, da imamo možnost priti v stik z najnovejšimi tehnologijami, pa podjetjem, pa raziskovalcem omogočiti to, da svoje ideje pa produkte testirajo na enih teh stvarih, pa seveda tudi zato, da potem, ko imamo neko širšo možnost predstaviti te stvari tudi kakšni delegaciji, ki nas obišče na tehnološkem parku, to zelo radi pokažemo, kaj dejansko so slovenska podjetja, pa slovensko znanje, kaj dejansko, na kakšnem področju smo, pa kako daleč smo že prišli. To je tudi ena izmed stvari, ki jo tuje delegacije zelo spoštujejo pri nas v Sloveniji, da imamo en tak laboratorij, kjer se te stvari lahko pokažejo. To je to, zdaj samo delovanje pa način laboratorija je pa zastavljen tako, da bo čim več različnih dogodkov, trenutno so, tako kot sem rekel, zelo veliko obiskov, imamo tudi iz šol, tudi iz različnih podjetij, kjer dejansko si želijo z nami sodelovati, predstavili smo tudi nekaj teh stvari mestni občini, skupaj s fakulteto si želimo razvijati aplikacije, pa natečaje narediti za podjetniške ideje. Tako kot sem že prej rekel, nekako si želimo imeti en demo room, kjer bomo imeli vse stvari predstavljene, vse te stvari, ki jih slovenska podjetja ponujajo, pa na drugi strani nekako si želimo seveda vse te naše rešitve, ki so na voljo, tudi ponuditi v tej smeri, da jih lahko internacionaliziramo pa vzpostavimo mednarodno sodelovanje. Zdaj, sama ključna faza je pa razvoj pa testiranje produktov, ki jih imamo in je zato verjamem, zato so danes tudi z Matejem tukaj, da se ta sodelovanje z študenti, z tehnološkim parkom pa z podjetji dejansko res prav na eno tako pravo raven, na eno tako stvar, kjer bo tudi mednarodno odmevala. To, ki je bilo zdaj za naja, še enkrat hvala fakulteti, da je organizirali ta IKT dan in za povabilo, ki so se ga z veseljem in veseljem udeležila. Okay. V redu, mogoče kakšno vprašanje iz občinstva? V redu, če ni vprašanj, se potem iskreno zahvaljujemo gostom za obisk in vsem vam za udeležbo na Svetovnem dnevu IKT. Se vidimo ponovno prihodnje leto. Tako da hvala lepa.